Sol in luč. Kako je sveti Frančišek obhajal 40-dnevni post? Ko so okoliški ljudje slišali, da jezdi mimo, so vsi prihiteli, da bi ga videli. Naenkrat je vsa oteklina izginila in fant je bil popolnoma zdrav. Prihajajočo nedeljo začenjamo radijski misijon, ki ga ob 800. obletnici smrti svetega Frančiška Asiškega pripravljamo skupaj s Frančiškovimi sestrami in brati. Zato smo za tokratno oddajo Sol in luč izbrali delo z naslovom Rožice svetega Frančiška, ki je zbirka izbranih, torej najlepših cvetk, zgodb, legend in čudežev iz življenja najslavnejšega Asižana in prvih njegovih spremljevalcev. Zakaj rožice? Beseda izhaja iz srednjeveške literarne tradicije florilegijev, iz latinščine pobranega cvetja. To so bile antologije, v katerih so iz večjih del ali ustnega izročila izbrali najboljše, najbolj duhovno dišeče odlomke, kot so tudi rože z vrta. Zapisi teh zgodb so začeli nastajati kmalu po smrti svetnika in nekako 100 let po smrti so izbrali nekaj najlepših. Neznani toskanski prevajalec iz 14. stoletja ga je iz latinščine prevedel v italijanščino in jim dal ime Fioreti, rožice, ker so te kratke, navdihujoče zgodbe resnično kot majhni, lepi cvetovi, preprosti, dišeči in polni lepote. V slovenščini so zacvetele leta 1927, ko jih je prevedel Alojzij Res, likovno pa opremil Tone Kralj. Za vnovični izid tega istega prevoda pa je poskrbela celjska Mohorjeva družba leta 1992, iz katere bomo prebrali nekaj odlomkov. Kako je sveti Frančišek obhajal 40-dnevni post? Ko je bil sveti Frančišek neki pustni torek v hiši enega svojih učencev ob Perudžijskem jezeru in tam tudi prenočil, mu Bog razodene naj obhaja 40-dnevni post na kakem otoku tega jezera. Tedaj naprosi sveti Frančišek tega svojega prijatelja, naj ga iz ljubezni do Kristusa prepelje v lastnem čolniču na otok, kjer nihče ne prebiva. To naj bi storil v noči na pepelnično sredo, tako da bi nihče tega ne opazil. Iz globoke vdanosti, ki jo je gojil do svetega Frančiška, izpolni to prošnjo brez obotavljanja in ga prepelje na zaželeni otok. Sveti Frančišek ni vzel s seboj drugega kot 2 hlebčka. Ko sta dospela na otok in se je prijatelj poslavljal, ga sveti Frančišek lepo prosi, naj nikomur ne izda, da je tam, sam pa naj se ne vrne prej, ko na veliki četrtek. Nato je oni odveslal in sveti Frančišek je ostal sam. Ker ni bilo tam nikakega zavetišča, kamor bi se mogel umakniti, gre in stopi v zelo gosto grmovje, ki je iz trnja in grmičevja sestavljalo nekako kočico ali bolje brlog. In tu se je poglobil v molitev in premišljevanje o nebeških rečeh. Ostal pa je tam ves postni čas, ne da bi drugega zaužil, ko polovico enega tistih hlebčkov. Tako je videl njegov prijatelj na veliki četrtek, ko se je vrnil k njemu in našel od 2 hlebčkov enega celega, drugega pa polovico. Misli se, da je sveti Frančišek pojedel drugo polovico iz spoštovanja do posta blagoslovljenega Kristusa, ki se je 40 dni in 40 noči postil, ne da bi zaužil najmanjšo telesno hrano.
Tako je z ono polovico kruha odgnal od sebe strup nečimrnosti in se postil po Kristusovem zgledu 40 dni in 40 noči. Pozneje je Bog na tistem kraju, kjer se je sveti Frančišek tako čudežno postil, za voljo njegovega zasluženja storil veliko čudežev. Zato so začeli ljudje tamkaj zidati hiše in stanovati, in kmalu je nastal lep in velik kraj, kjer je tudi samostan bratov, ki se imenuje Otoški samostan. In še sedaj moški in ženske tiste vasi zelo spoštujejo in časte kraj, kjer se je sveti Frančišek postil. V hvalo Jezusu Kristusu in ubožcu Frančišku. Amen. Kako je sveti francoski kralj Ludvik šel osebno kot romar v Perugio, da je obiskal svetega brata Egidija. Sveti Ludvik, francoski kralj, je šel na božjo pot, da bi obiskoval po svetu svetišča. Ko je slišal o velikem slovesu svetosti brata Egidija, ki je bil eden prvih tovarišev svetega Frančiška, si je v srce položil in je trdno sklenil, da ga bo osebno obiskal. Prišel je zato v Perugio, kjer je takrat brat Egidij prebival, in ko je le z malim spremstvom dospel do samostanskih vrat kot ubog, neznan romar, je z veliko vztrajnostjo vprašal po bratu Egidiju, ne da bi vratarju povedal, kdo je, ki to zahteva. Vratar gre tedaj k bratu Egidiju in pravi, da je pri vratih romar, ki po njem sprašuje. Bog pa je temu v duhu razodel, da je to francoski kralj. Brez odloga zapusti tedaj celico z veliko razburjenostjo in teče k vratom. In ne da bi se kaj vprašala ali da bi se bila že kdaj prej videla, oba z veliko spoštljivostjo poklekneta, se objameta in poljubita tako zaupljivo, kot da bi si bila že dalj časa velika prijatelja. A pri vsem tem ni govoril ne eden, ne drugi, temveč sta se molče z znaki blage ljubezni objemala. In ko sta tako dalj časa objeta klečala, ne da bi si rekla besede, sta se ločila. In sveti Ludvik je nadaljeval svojo pot, brat Egidij pa se je vrnil v svojo celico. Ko je bil kralj odšel, je vprašal neki brat kraljevega spremljevalca, kdo je bil oni, ki se je z bratom Egidijem tako dolgo objemal. Ta mu odgovori, da je bil Ludvik, kralj Francije, ki je prišel, da bi brata Egidija videl. Ko je brat to drugim povedal, so bili vsi zelo žalostni, da mu ni brat Egidij besede zinil, in očitajoč so mu rekli: O, brat Egidij, zakaj si bil tako neotesan, da tako svetemu kralju, ki je iz Francije prišel, da bi te videl in slišal od tebe kako dobro besedo, nisi ničesar rekel? Brat Egidij odgovori: Predragi bratje, ne čudite se temu, zakaj ne jaz njemu, ne on meni ni mogel besedice reči. Kakor hitro sva se objela, je luč Božje modrosti odkrila in razodela njegovo srce meni in moje njemu. In ko sva si tako po Božjem delovanju pogledala v srce, sva to, kar je on hotel meni in jaz njemu povedati, veliko bolje in z večjo tolažbo zvedela, kakor pa bi, če bi si govorila z usti. In če bi si hotela z glasom pojasniti, kar sva v srcu čutila, bi naju to prej užalostilo, kakor pa potolažilo, ker je človeški jezik pomanjkljiv in ne more jasno izraziti tajne Božje skrivnosti. Vedite torej, da me je kralj čudovito zadovoljen in v duši potolažen zapustil. V hvalo Jezusu Kristusu
in ubožcu Frančišku. Amen. Sol in luč. Četrto premišljevanje o presvetih ranah. Ko je opravil 40-dnevni post v čast svetemu Mihaelu nad Angelu na Sveti gori Laverna, se je angelski človek sveti Frančišek po šmihelskem prazniku napotil v dolino. Bil je v družbi brata Leona in nekega pobožnega kmeta, na čigar oslu je jahal, ker zaradi svojih od žebljev prebodenih nog ni mogel dobro hoditi peš. Medtem se je glas njegove svetosti razširil po deželi in pastirji so pripovedovali naokrog, kako so goro Laverna videli vso v plamenu. Zanesljivo znamenje kakega velikega čudeža, ki da ga je Bog storil nad svetim Frančiškom. Ko so okoliški ljudje slišali, da jezdi mimo, so vsi, možje in žene, mali in veliki, prihiteli, da bi ga videli. In vsi so se z veliko pobožnostjo in vnetostjo prizadevali, da bi se ga dotaknili in mu poljubili roke. Ker teh ni mogel odtegniti češčenju ljudstva, jih je, kljub temu, da je imel dlani ovite, še bolj zavil in zakrival z rokavi, samo da bi skril znake svetih ran, in dajal jim je le nepokrite prste v poljub. A kakor se je sveti Frančišek pač trudil zatajiti in zakriti skrivnost svetih ran, da bi ubežal vsaki priložnosti do posvetne časti, je bilo Bogu vendarle všeč, da je po moči teh svetih znamen storil mnogo čudežev sebi v čast, posebno na tem potovanju od gore Laverna pa do svete Marije Angelske. Ko se je Frančišek približal neki vasi, ki je bila na meji Areške škofije, stopi preden jokajoča žena z 8 let starim sinom v naročju, ki pa je bil že 4 leta vodeničen. Trebuh mu je bil tako spačen od otekline, da si stoje ni mogel videti nog. Ta žena položi preden dečka in ga prosi, naj moli zanj Boga. In sveti Frančišek se zatopi najprej v molitev, a po molitvi položi roke dečku na trebuh in naenkrat je vsa oteklina izginila in fant je bil popolnoma zdrav. Vrne ga materi, ki ga, zahvaljujoč Boga in svetega Frančiška, z največjim veseljem sprejme in ga pelje domov. Ozdravljenega sina pa je rada kazala vsem, ki so iz okolice prihajali v njeno hišo, da bi ga videli. Tisti večer je sveti Frančišek dospel do samostana bratov na Monte Casale. Tu je ležal neki brat tako hudo bolan in v bolezni tako strašno mučen, da se je zdelo, kot da bi bilo to bolj nadloga in mučenje hudiča, ko pa naravna bolezen. Zakaj včasih se je vrgel ves trepetajoč in s penami okrog ust na tla, in vsi udje so se mu zdaj skrčili in zdaj stegnili, zdaj upognili in zdaj skrivili, in tilnik se mu je dotikal pet ali pa se je metal kvišku in padal zopet v znak. Ko je sveti Frančišek sedel za mizo in slišal od bratov o tem tako nesrečnem, neozdravljivem bolniku, se mu je zasmilil. Vzel je kos kruha, ki ga je jedel, in ga poslal bolnemu bratu. In kakor hitro ga je bolnik pojedel, je popolnoma ozdravel in nikdar več ni čutil tiste bolezni. Prihodnje jutro je sveti Frančišek poslal 2 brata iz tistega samostana na goro Laverna, da bi tamkaj ostala. Z njima pošlje tudi kmeta, ki je prišel za oslom, katerega mu je bil posodil.
Ko se je sveti Frančišek nekoliko dni pomudil v imenovanem samostanu, je šel v Città di Castello. Tu mu veliko meščanov privede ženo, ki je bila že dalj časa obsedena in ga ponižno prosi, naj jo reši, ker vznemirja vso sosesko. Zdaj z bolestnim upitjem, zdaj z neusmiljenim kričanjem, zdaj s pasim lajanjem. Tedaj sveti Frančišek najprej pomoli in naredi čez njo znamenje svetega križa. Nato ukaže hudiču, naj jo takoj zapusti. In brž je zli duh odšel in žena je bila zdrava na duši in na telesu. In že se je ta čudež raznesel med ljudstvo, ko mu neka druga žena z živo vero prinese sina, ki je bil na strašni rani težko bolan, in ga prosi vdano, naj ga s svojimi rokami blagoslovi. Tedaj usliši sveti Frančišek njeno prošnjo, vzame dečka, dvigne obvezo z rane in ga blagoslovi s tem, da mu čez rano naredi 3-krat znamenje svetega križa. Nato ga z lastnimi rokami spet obveže in vrne materi. In ker se je že zvečerilo, ga ona precej položi spat. Drugo jutro pa gre, da bi dvignila otroka s postelje in najde ga vsega razvezanega. Pogleda in vidi, da je popolnoma ozdravel, kot da bi nikdar ne imel nobene bolezni. Le mesto, kjer je bila rana, je poraslo meso v obliki rdeče kože in to bolj v pričevanje čudeža, kot pa v znamenje rane. Zakaj roža mu je ostala vse žive dni in ga večkrat navajala k pobožnosti do svetega Frančiška, ki ga je bil ozdravil. V tem mestu je ostal sveti Frančišek na prošnjo pobožnih meščanov mesec dni in je med tem časom storil še mnogo drugih čudežev. Potem se je odpravil z bratom Leonom proti sveti Mariji Angelski. Sol in luč. Prihodnji dan so šli naprej in so dospeli do svete Marije Angelske. Ko so se ji približevali, je brat Leon povzdignil oči in pogledal proti samostanu. In videl je prelep križ s podobo križanega na njem, kako je hodil pred svetim Frančiškom. In križ je šel tako enakomerno pred obličjem svetega Frančiška, da se je ustavil, kadar se je on ustavil, in šel naprej, ko je on šel naprej. In taka svetloba je žarela iz križa, da ni razsvetljevala le obličja svetega Frančiška, marveč tudi vso okolico, vse dotlej, dokler ni sveti Frančišek stopil v samostan svete Marije Angelske, kjer so bratje njega in brata Leona sprejeli z največjim veseljem in ljubeznijo. Odsihmal je sveti Frančišek do svoje smrti večinoma prebival v samostanu svete Marije Angelske. In vedno bolj in bolj se je sloves njegove svetosti in čudežev širil v redu in po svetu, čeprav je sam v globoki ponižnosti skušal prikrivati darove in božje milosti in se je imenoval za največjega grešnika. Temu se je nekoč brat Leon čudil in mislil nespametno sam pri sebi: glej, ta človek se javno imenuje največjega grešnika, stopil je v red že odrasel in je od Boga tako poveličan, a vendar se nikdar ne obtoži nečistega greha, ali je pač deviški? In o tem bi silno rad izvedel resnico, pa se ni upal povprašati svetega Frančiška. Zateče se torej k Bogu in ga prisrčno prosi, naj mu da gotovost o tem, kar bi rad vedel. Zaradi vztrajne molitve je bil uslišan in zagotovljeno mu je bilo, da je sveti Frančišek neuskrunjenega telesa. Zakaj v prikazni je videl svetega Frančiška, ki je stal na visokem in sijajnem prostoru, do katerega nihče ni mogel iti ne dospeti.
in v duhu mu je bilo povedano, da pomeni ta tako visok in izbran prostor v svetem Frančišku izrednost deviške čistosti, ki po pravici pristoji telesu, ki je moralo biti ozaljšano s svetimi znaki Kristusovih ran. Slišali ste nekaj odlomkov iz knjige z naslovom Rožice svetega Frančiška, ki je izšla leta 1992 pri celjski Mohorjevi družbi. Brala sva Blaž Lesnik in Tadej Sadar, ki oddajo Sol in luč tudi pripravljam.